V zadnjem letu in pol se je skokovito povečalo vlaganje ljudi v bioplinarne in male sončne elektrarne. Iz vlade je zato slišati, da ne bo več subvencij za naložbe v obnovljive vire. V GEN-I-ju kot zastopniku proizvajalcev v odnosu do vladnih institucij pa pravijo, da je treba shemo uravnovesiti. Nenazadnje, shema je tudi v Evropski uniji potrjena do leta 2020, se pravi mora zdržati do 2020 in že danes govoriti o tem, da ne bo zdržala, bi bilo za moje pojme kar otročje, ne pa samo neresno. S sončnimi elektrarnami in bioplinarnami je Slovenija v strukturi zelene energije že dosegla cilj do leta 2020, pravi Robert Golob. Zato se sam nagibam k temu, da bi predlagali moratorij od 1. januarja naprej, ne prej, ampak od 1. januarja naprej, moratorij na oba ta dva vira, dokler se ne razčisti situacija, ali je vzdržno, da jih potem nove vire še podpiramo. Za vzdržno shemo je potrebnih nekaj ukrepov, sicer pa mora biti politika jasna in vnaprej opredeljena, meni Golob. Ključni cilj je, da kdorkoli je pa že investiral, katerikoli vir, seveda njegova investicija ne sme biti ogrožena. In tudi ne strašenje na temo, da bodo podporni, tisti, ki so zdaj že vključeni v podporno shemo, dobili manj denarja, tudi ta del mora biti popolnoma ovržen in tudi nedopusten. V GEN-u pa medtem nadaljujejo s pripravami na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Želijo, da bi vlada čim prej sprejela nacionalni energetski načrt. Mi pa tudi pripravljamo poseben zakon, ker mislimo, da bo treba opredeliti v Sloveniji tudi s posebnim zakonom te zadeve jedrsko področje. Kot to počnejo sosednje države z jedrskimi elektrarnami, ki so se odločile za njihovo dogradnjo, izpostavlja Novšak.